Živijo, sva Mateja in Marko, ti pa poslušaš podcast Mladost na kmetiji. Živijo in lepo pozdravljeni naši zvesti medijski sopotniki. V novi epizodi vas bom skozi besedo in pogovor popeljal v majhno vasico Počakovo v občini Radeče. Spoznali boste 20-letno Blaško Medved, ki je konec marca postala mlečna kraljica Zelene doline Slovenije. Blaška, ki je članica Društva podeželske mladine Laško Radeče, je študentka prometnega inženirstva na Univerzi v Mariboru, ki si želi v prihodnje na domači kmetiji, kjer se ukvarjajo s prirejo mleka, razviti svojo zgodbo, a čas in njen navdih bosta pokazala, v katero smer se bo ta zgodba odvila. Blaška, lepo pozdravljena. Zdravo. Najbrž si zdaj, ko je za tabo izbor za mlečno kraljico, že malo bolj vajena medijskih obveznosti, drži ali ne? Ja, v bistvu je kar bilo zdaj malo več teh intervjujev in vsega, tako da ja. Počasi se privajaš. Tako je. Ampak redko kdo pa pride prav k tebi na tvoj dom, a? Glih to, ja. Redko kdo, v bistvu samo snemalec, ki ima snemalne dneve, ostali pa bolj ne. Malo nadaljavo te intervjuje in to. Lepo, no tokrat so vsaj 2 ali 3 tukaj prisotni, tako da bomo videli, kaj bo prinesel tale pogovor, se ga že veselimo v naslednjih minutah. Malo sem že nakazal, s čim se ukvarjate na vaši kmetiji, ampak kako bi ti s svojimi besedami opisala in predstavila vašo kmetijo, kdo vse živi na vaši kmetiji? V bistvu na naši kmetiji živim z mojima staršema. Ukvarjamo se v veliki večini s prirejo mleka, imamo pa tudi nekaj telet in pa bikcev. Imamo tudi kokoši, tako da to je po večini to, kar se na naši kmetiji dogaja. Ja, se pravi, za mlečno kraljico se spodobi, da imajo doma krave in mleko, ne? Ja. A imaš kakšnega brata, sestro? Imam starejšo sestro, ja. Ona se je v bistvu že odselila, že živi na svojem, tako da imam tudi 2 nečakinje. Se pravi, si tudi že v vlogi tete? Tako, ja. Ti všeč ta vloga? Ja, absolutno, ja. Si tista od tet, ki razvaja potem svoje nečake? Tudi, ja. Tudi, ne? Zato so, ne? Ja, zato so tete in strici, tako. Kako pa bi opisala vaš kraj Počakovo, ne? Ko smo se vozili tule, najprej čez Laško, potem čez Radeče, tule do vaših koncev, precej je vijugasto, levo, desno, malo se človek povzpne, ne? Kako bi opisala vašo vasico? V bistvu mi smo kar taka zelo velika razpršena vasica, no. Se pa v bistvu vsi med sabo poznamo, vsi si pomagamo, če je treba, smo zelo povezani kot skupnost, v bistvu tudi z Svibnom. Jaz ponovadi rečem, da sem Svibanka, ker pač se bolj tako... Identificiraš? Ja, v bistvu tako, ja, to ja. Ja, je pa v bistvu zelo luštno na našem hribu, imamo zelo lepe razglede, tako da... Koliko hiš približno je tukaj? To pa ne vem, mislim, da jih je kar veliko. Mi smo 11, jih je pa ziher 61, če ne več. Se pravi, je kar taka podolgovata vasica, no. Razpotegnjena čez tele kraje, ne? Se tudi sicer dosti ukvarjate v teh koncih s kmetijstvom, tudi na drugih domačinah? Ja, je kar dosti kmetij, ampak v bistvu tule smo recimo v našem koncu smo 3, ki oddajamo mleko, potem ostale pa doma predelujejo mleko, pa sosedje recimo delajo jogurte, sire tudi, tako da imamo različne branže. Zdaj pišete se Medved in na enem od zidov, ne, na vašem poslopju piše območje medveda. Zdaj se pa logično zastavlja vprašanje, imamo 2 opciji. Ali so res tu medvedje, ali pa je toliko medvedov po priimku? Zdaj, kaj drži od tega? V bistvu oboje. Oboje? Lansko leto so se v bistvu kar naenkrat pojavile te table območje medveda, ker so se medvedje kar naselili na to naše območje. In prej, ko sem še delala, ko je še imel prejšnji šef gostilno, se je tudi pisal Medved. Tako da smo imeli v bistvu na vratih gostilne ta znak območje medveda. Se pa mi pišemo Medved in tudi je kar dosti ljudi tle okrog, ko se piše Medved. Ampak medved na 4 nogah pa ni tako dolgo, kar je zašel v te konce. Ja, v bistvu ne, kakšno leto, ko se je to začelo.
pravi, so bili prej medvedje na 2 nogah tukaj, Tako kot ti je. na 4. Je bilo več na 2 kot na 4. Ja. So medvedje avtohtoni prebivalci, Ja. torej ljudje. Ja. Tako. Malo si že nakazala, pa tudi rekla si, da je tale vaša vas, Počakovo, zelo povezana skupnost, ki veliko da tudi na tradicijo. Ne? Tako je. Kako bi rekla, kako se kaže ta pripadnost skupnosti, pripadnost tradiciji? V bistvu mi smo zelo povezani, tudi mladina, preko podeželske mladine se družimo, imamo pa tudi različne običaje, kakšne fantovščine, dekliščine. Posebej mi je ta običaj okrog 1. maja všeč, ko v bistvu se cela vas zbere, v bistvu še neporočeni mladi, fantje gredo po smreko in jo postavijo na vrh gradu v Svibnem, tako da imajo kar podvig. Punce pa spletemo venček in ga tudi nesemo gor, tako da vsi sodelujemo. Omenila si tudi neke posebnosti pri fantovščinah pa dekliščinah, morda kaj lahko poveš o tem? Ja, v bistvu cela vas se zbere in pol fantje imajo te svoje tradicije, ne, morajo križ nositi in podobne zadeve. Dekleta pa tudi imamo po svoje, se kaj prodaja pa to. In pride na koncu kar vse generacije skupaj. Tako je, na koncu se pa združimo in itak doživljamo do konca. Ja, seveda, zakaj ne bi bila poroka dogodek in veselje cele vasi? Absolutno, ja. Mogoče še poveš, Blažka, malo o tem, ne? Vaša kmetija ni bila od nekdaj v vaših rokah. Tako je. Bila preko vaših prednikov potem prišla zdaj do te generacije, kjer kmetujete sedaj, lahko malo razložiš to zgodbo? Tako je. V bistvu moji pradedek in prababica sta odkupila to kmetijo. Potem jo je prevzel moj dedek, sedaj pa moja starša. Tako da ni bila v celoti v naši lasti od samega začetka, ampak smo pa tukaj kar vzljubili našo kmetijo. Sta pa tvoja starša tudi živela od kmetije ali tudi od dela v službah, recimo? Ja, moja mami je bila gospodinja, je bila v bistvu ves čas doma, oče je pa delal v bližnji tovarni papirja. Tako da zdaj je že v bistvu penzionist, tako da ima malo več časa za kmetijstvo, je še kar zelo zagnan. Ja, papirnica je dajala marsikomu kruh v tem okolju. Tako je. Kako pa se, Blažka, spominjaš svojih otroških let? Seveda si pri 20 letih še vedno zelo mlada, ampak vendar, če greš nekaj let nazaj, v najstniška, pa povsem tista prva otroška leta, kako si odraščala v teh krajih, v teh koncih? Kaj bi rekla, kaj je bilo tisto, kar te je najbolj kot otroka zaznamovalo? V bistvu je bilo zelo sem bila povezana z naravo, veliko sem bila starši zunaj, z živalmi sem se tudi zelo veliko ukvarjala. Rada sem šla v štalo teličke pocrtljati, nahraniti. Tako da ja, v bistvu res ta povezanost z naravo, z živalmi mi je dala tak velik pečat, no. Tako da mi je še zdaj to zelo veliko pomembno. Lahko rečeš, da te je to veselje ohranilo in ga ohranjaš Tako še ja, danes? res ja. Rekla si, da je tudi gasilstvo velik del tvojega življenja, ne morda bomo o tem nekaj več povedali v nadaljevanju, ampak vendar, se pravi, ko takole odraščaš na vasi ali pa na podeželskem okolju, ne, mimogrede človek oziroma mlad, ne bo dekle, ne bo fant, se vključi v neke dejavnosti, ki so v okolju, in je bilo najbrž tudi kar naravno, da se vključiš v prostovoljno gasilsko društvo. Ja. V bistvu, ko smo bili še v osnovni šoli, v bolj zgodnjih razredih, so nas povabili k gasilcem in tako smo vsi šli, ne. Potem smo imeli te gasilske vaje pa to in smo se res družili, no. To je bil tak zelo velik, zelo fajn je bilo, no. Pa če greva spet nazaj na kmetijo, ne, se veš, so opravila, ki nam bolj ležijo, ki so nam bližje, pa tista opravila, ki jih ne radi delamo. Kaj je bilo recimo opravilo številka 1, ki si se mu najraje izognila, ne? Če ti je nekdo rekel, da je treba nekaj narediti? Zelo nisem marala hoditi grabiti v soncu in v vročini, ker to mi je bilo res, ni mi bilo všeč. Ampak ostalo pa kar, no. Pa recimo kidati tudi nisem marala hoditi v štalo, mi tudi ni bilo glih všeč. Ja, za grabljenje ti verjamem, ker teren ni ravno, ne, Ja, prijazen, no. prijazen za to. Sploh, če moraš v hrib grabiti. Ja,
sploh ni bilo lušen. Ja. Pa se tukaj, bi lahko rekla, se še precej tudi danes mora ročno postoriti, glede na valovit teren, ki je tule pri vas? V bistvu tule okrog kmetije je kar nekaj bregov, ki jih moramo na roke pograbiti. Drugače pa tisto, kar imamo v najemu po dolini, se pa kar lepo da z stroji. Je pa treba tudi kaj za mehanizacijo popraviti pa pograbiti. Blažka, koliko ti pa danes uspeva, ne, še biti vpeta v domače kmečko podeželsko življenje, glede na to, da si tudi študentka, pa imaš tudi te nove obveznosti glede na svojo novo vlogo, Ja. ampak vendar, kako usklajuješ študijske obveznosti z življenjem in delom na domači kmetiji? V bistvu poskušam biti čim bolj prisotna, pomagati staršem tudi, ko potrebujeta. Je res, da imam že veliko svojih obveznosti, služba, šola, zdaj še lekarna. Ampak ja, poskušam čim bolj, no. Če potrebuje ta pomoč, mi ni problem iti tudi skidati ali pa grabiti. Grem z veseljem pomagati. No, to je lepo slišati, da se vračaš vedno rada k koreninama, ne. Zdaj, ti si končala srednjo gradbeno šolo, a ne? Si se pa zdaj odločila za študij prometnega inženirstva. Malce druga smer, ne, kot je bila srednja šola. Ja, v bistvu to je neka veja gradbeništva tudi, ker imamo tudi ene par stvari povezanih z gradbeništvom. Ampak ja, mi je bila v bistvu logistika tudi zelo všeč, in sem se pa odločila, da bom malo v druge vode tudi zaplavala, da nisem samo v gradbeništvu ostala. Ti je všeč? Ja, Je mi je zanimivo? všeč, ja, je kar zanimivo, tako da. Bi si umislila kakšno bližnjico iz Maribora do domačih krajev? Ja. Kakšen tak most bi bil dober, Ja, ne? Da to bi bilo samo... odlično. Da se ne bi rabila 2 ure voziti, bi bilo odlično. Ja, pravi, da je Slovenija majhna, ampak ko pa takole hoče kam priti, pa kar Tako to je, je, ne? ja, ja. Delaš pa tudi prek študentskega servisa, se pravi, si tudi sicer pridna ob vseh študijskih in domačih obveznostih. Tu pa je področje nekaj drugega, ne? Ja, tam imam pa spet nekaj drugega. Tam Ja. pa delam v gostinstvu. To tudi zelo rada počnem, ker imam zelo rada ljudi in se družim in pogovarjam in to je meni top. Tako da ja, me veliko različnih stvari zanima trenutno v življenju. Ampak delaš pa ne v enem posebni gostilni, ne? Eno posebno ime. Ja, v bistvu zdaj je Bar Sibanček. Aha. Ja, prej je bila pa to pivnica Štala. Ja. Se pravi, če si rekla, da greš v štalo, ni nujno, da si šla Tako, v ja. domačo štalo. Tako, ja. In ja, praviš, da se rada delaš z ljudmi, tudi tam največ stvari izveš, tako ali drugače, ne? Točno tako, ja. Se kar veliko enih informacij in zanimivih stvari izveš. Je pa to kar vaška gostilna, tako da velikokrat debata pade v kmetijstvo. Se tudi včasih pohecamo, kaj se spet v kardanih pa obalih mente. Tako da ja, je kar zanimivo. Ja, seveda. In če pride kakšen neznan obraz, potem takoj veš, da ni iz teh koncev. Ja, definitivno. Če vidiš, da kdo malo čudno gleda, veš, da ni naš. Blažka, kakšni pa so tvoji, tako bomo rekli, srednjeročni načrti, ne, za prihodnost? Si želiš v prihodnje živeti, ostati na domači kmetiji? V bistvu ja, najprej bi želela dokončati faks, pol pa bomo videli, kam nas bo pot peljala, no. V bistvu imam željo ostati doma na kmetiji, sicer bi malo zamenjala branžo, ampak mi je zelo všeč delati z živalmi pa to. Bo pa zelo veliko vlogo v tem igrala moja bodoča družina, partner in podobno, ne. Tako da, Seveda, družina je res osnova, ne, na Seveda, kateri se ja. gradi sploh na kmetiji. absolutno. Se pravi, ne bi šla izključno morda samo v mlečno živinorejo, Tako ampak je. nekaj sorodnega oziroma nekaj, od česar bi si kruh lahko služila Tako doma. je. Ja, si želela Ja, dodati še? ne. Ja? Ne moreš preveč izdati, ne? Ja, ne. Blažka, povejva še nekaj o tem, no, da si se v začetku leta prijavila na izbor za Mlečno kraljico Slovenije. Kaj ti je k temu spodbudilo? Kje si pravzaprav izvedela za ta izbor? V bistvu sem jaz za to slišala že kar nekaj let nazaj.
se pa prav spomnim enkrat, ko je voznik mlečne cisterne prinesel letak za prijavo za 14. mlečno kraljico in sem jaz takrat mami rekla, da se bom pa enkrat prijavila. Pol je bila pa izbrana Ajda, Podlesnik. Sedanja predsednica Zveze tako, podeželske ja. mladine. In sem rekla, pa jaz se bom res enkrat prijavila, ne. In letos sem se in mi je uspelo, ne. No, dve kraljici v kratkem obdobju s približno istega Istih. konca. Ja? Tako je. Povej mi, bilo je več kot, mislim, da 30 Tako, kandidatk, ki se je prijavilo na izbor. Povej mi najprej čisto ta občutek, no? Kako se ti je zdelo celo to vzdušje in potem sam ta trenutek, kako si ga doživela? V bistvu, ja, jaz sem se prijavila čisto tako z v bistvu nič pričakovanji. Napisala sem pismo, poslala svoje fotke in pol, ko sem dobila mail, da sem izbrana med top 10, sem bila tako, wow, prav mene so izbrali, kako dobro, ne. In pol je v bistvu to cel postopek, pol greš še na zagovor gor, neki teorije se moraš naučiti, tako da je bilo kar zanimivo, no. Ja, potem se bova še o tem povedala, kaj točno si morala vse narediti v tem. Kako sta pa starša in sestra gledali na to tvoje odločitev? So te spodbujali, so bili Ja, veseli? veš, da so me spodbujali. Vsi so bili ful veseli, ko sem bila izbrana, ker je to res ful dobra priložnost zame. Vsi so bili navdušeni, res. Ja, povej mi, pa kot mlečna kraljica rada piješ mleko? Ja, tudi, ja. Tudi. Sicer so mi bolj ljubi jogurti, ampak tudi. No, sej, osnova jogurta je mleko, tako da, tako ja. da, ja. Res pa je, da težko piješ mleko za žejo, to pa je tudi točno res. to, ja. Ja. Katero mlečno jed pa imaš najraje? Po mojem bi bil to kar mlečen riž. Ja, Zelo dobra izbira. Ja. In kaj vmešaš noter, da potem je še malo tak? Jaz kar sam ga jem. Sam ga? Mi je kar najboljš tak. Brez kakšnega sladkorja ali kakava? Čisto sam ga. Naravno, ne? Ja, Naravno tako, najboljše. Ja, torej, da si bila izbrana za mlečno kraljico, si morala tudi nekaj korakov oziroma neke zahteve izpolniti, med drugim si mogla predstaviti tudi svoj dan na kmetiji. Tako, no, ja. pa če recimo, da prideš iz Maribora domov, recimo iz študijskega tedna, recimo petek, sobota ali kakorkoli, kako izgleda tvoj dan na kmetiji? V bistvu je kar, jaz sem v bistvu mogla predstaviti celoten moj dan, ne, in ja, če imam čas, grem tudi v hlev kaj pomagati, ampak žal grem ponovadi rajši na šiht, ne. Ampak ja, grem tudi v hlev, pa tako da. Si morala na ta način predstaviti Ja, svoj v bistvu, vsakdan, tako kot je običajno, recimo, tako, ne vem, ja. če hodiš delati tudi ta Glih to, delovni ja. dan in tako naprej, da je res čim bolj izkazoval realno situacijo. Tako, ja, ker sem mogla vključiti tudi svoje vrednote, po kakšnih živim, moj stik z ljudmi, tako da je bilo tudi z živalmi, z naravo. Ja, ker ravno to, mogla si tudi predstaviti svoj odnos do živali in narave. Tako je. Kako bi opisala ta svoj odnos, seveda doma imate več vrst živali, Ja, tako je. kako bi opisala? V bistvu moramo kar spoštovati to našo naravo, živali, vse, ker konec koncev nam krave in ostale kokoši recimo tudi nosijo hrano na naše krožnike, isto narava, njive. In mislim, da se mi kmetje se sicer kar dosti zavedamo tega pomena naše narave. V kakšnih mestnih središčih bi se pa mogoče lahko malo bolj, ker se mi zdi, da tudi potrošniki se ne zavedajo čisto, koliko to pomeni, da dobiš ti solato pa jajca na krožnik, no. Se mi zdi, da ravno s tem, ko mladi ljudje prevzemate določene vloge v tem slovenskem kmetijskem prostoru, tudi s tem krepite zavedanje Tako je, najprej med svojo generacijo in potem tudi starejšim predstavljate, da kruh ne pride samo od sebe na mizo, ampak nekdo mora za to delati. Absolutno. Tako. Ko govorimo o domačih živalih, imaš najljubšo domačo žival v hlevu? V hlevu so mi v bistvu telički, zdajle trenutno imam eno teličko, ki se je v bistvu telila na dan mojega kronanja.
Je bilo kar zanimivo, sem se pripeljala domov, pa sta bila tule soseda, da sta mi čestitala in na šati prileti. Jo, krava bo imela, da pridite vleč ven. Se pravi, darilo Ja. za tvoj naslov. Tako, ja. Kako si jo pomenovala ti potem? Že Ja, ime? nisem še čist, malo še zbiram imena, Aha. ampak ima pa tak srček na glavi. Aha. Rjava je in bel srček ima, tako da bo po moje kar srčica. Ja, pol je nekaj s temi srčki, ker tudi na poslopju, ko smo se pripeljali, vidim, da Tako, je ja. vse v lesu, je noter srček izrezan. Ja, ja. Ja. Se pravi, ste srčna povezana družina, tudi na ta Tako, način. ja. a ne? Tako, ja. Pa tudi dva psa smo Tako, zaznali, ja. ko smo prišli. Ja, to sta pa moje najljubše hišne živali. No, Aha. v bistvu psa sta bolj zunaj, no. Jih imam zelo rada, tudi na sprehode zelo rada hodim z njima. Imam pa tudi mačke. Aha, seveda. Imamo kar dosti mačk, tako da to ima pa za crkljat. Ja, vsaka ima neko funkcijo. ne. Tako, ja. Psa pa sta hišna čuvaja, Ja, znata absolutno. tudi zalajati. Ja, Ker ja. ko smo prišli mi, sta bila prijazna. Mislim, A da res? nista zalajala. Ja, tako na da- mene pa včasih lajata. Prej so nas neke ose ali čebele začele A obletavati. res? Tako da, ja, no, ne, vidiš. Ja. Govorila si tudi o naravi in o podeželju kot takem, da bi se ljudje morali bolj zavedati pomena narave in podeželja. Kako pa lahko recimo tudi ti kot mlečna kraljica to svoje poslanstvo in to svojo odgovornost do tega zavedanja poskušaš krepiti in spodbujati pri nas, da bi se tega bolj zavedali? V bistvu imam zdaj so ta družabna omrežja, ne, in je zelo velika platforma to. In mislim, da je veliko mladih, tudi starejših na teh družabnih omrežjih in preko tega lahko v bistvu jim približam naše podeželje, naš podeželski duh in v bistvu to zavedanje, da pač ne pride kozarec mleka kar iz lufta. Ne. No, vse ravno to me zanima, tudi kot mlečna kraljica, ne, se zavzemaš za promocijo slovenske hrane in predvsem tudi Tako, mleka. ja. Na kakšen način poskušaš, oziroma kakšne naloge ali pa zadolžitve, če malo lahko opišeš, imaš kot mlečna kraljica? Jaz sem v bistvu promotorka mlekarne Celeja, ampak jaz ne promoviram samo njih, ampak promoviram slovenskega kmeta, slovensko podeželje in predvsem slovensko hrano, ker se vseeno potrošniki res premalo zavedajo, kaj to pomeni, da kupiš lokalen kruh, lokalno mleko, lokalno suho salamo recimo. Mislim, da bi vseeno to, čeprav daš mogoče malo manj denarja v neki trgovini za neko uvoženo hrano, ampak se mi zdi, da vseeno več pomeni, da imaš ti domače na krožniku, no. Vsekakor. Tudi odkupna cena mleka, ne, če govorimo ravno o tem, da Tako, si ja. mlečna kraljica. Mislim, da cena za liter mleka v začetku leta 2026 je nekje med 40 in 43 centov na liter, kar je v bistvu na spodnji meji preživetja za kmeta. Ja, v bistvu je kar, mislim, cene mleka padajo kar fejst, ampak vseeno po eni strani si misliš, kdo bo še delal za tak denar, po drugi strani pa hvala Bogu, da še kdo dela za to, ne. Pa dobro, mi smo malo manjša kmetija, je vseeno lažje, ne. Če imaš pa ti neko veliko kmetijo in da potrošniki ne kupujejo mleka, pa da si ti zgradil neko štalo ogromno, boš težko preživel, no. Moraš res. Ja, na drugi strani pa smo pričane tem astronomskim dvigom cen, recimo Goriv goriva v in zadnjih podobno, tednih in ja. mesecih, in vprašanje, kam bo se skupaj to No, peljalo. vse ne. to, ja, in ni goriva, ni nafte, mislim, Ja, kmetijske kmet ne more nafte, ne, delati, ja. in ne moreš, mislim, smilijo se ti kmetje, ker ne bojo mogli iti na njivo delati, ne. No, recimo ste tudi vi na lastni koži to občutili, vemo, da v nekaterih delih Slovenije praktično kmetje niso mogli do goriva, ne, in mogoče v njih. Ja, v bistvu pri nas je bilo zelo velika omejitev, če pa je pripeljal cisterno nafte, pa je šla tako hitro, da si se mogel skoraj zagrebsti za njo, no. Ampak mi smo v bistvu malo naprej naročili, tako da smo imeli, ampak vseeno je bolj hudo za tiste, ki pa niso imeli, no.
Pa da ne bomo zdaj samo o težavah in preizkušnjah tega, Tako je. mislim, da je na kmetijah vedno dovolj, ne? Absolutno. In ja. tako ali drugače se kmet mora znajti. Povej mi še malo o vašem društvu, Laško Radeče, katerega članica si. Tako je. Imaš tudi tu kakšno zadolžitev, kakšno funkcijo, ne? V bistvu, ja, letos so me zadolžili, da vodim kviz Mladi in kmetijstvo, regijski kviz. Ja, sodelujem pa na vseh področjih, kamor mi rečejo, ti Blažka bi šla, ja, absolutno grem. Ker zelo rada hodim in pa tudi zmeri se nas taka fajn družba nabere in gremo. Zmeri ni sploh debate. Ja, to je zares dobro, da ima človek, da je obkrožen s tako družbo, enako, približno podobno mislečih, a ne? Tako je. Da se lahko pač izpolni tudi v tem pogledu. Povej mi še kaj o svojih hobijih. Ti ga sploh še kaj ostane ob vsem delu oziroma vseh stvarih, ki si jih zdaj naštela? Ja, v bistvu bolj malo časa, no, sicer ga vseeno poskušam izkoristiti. Zelo rada tudi hodim v kakšne hribe, če res najdem čas. Sicer pa vsaj kak krajši sprehod tule po naši vasi, da vsaj malo se preluftam. Ja, tukaj mislim, da se lahko kar precej zadihaš, ne? Če greš Ja. v kakšne, ne rabiš v ne vem kakšne Ja. gore iti, ne? Tako, ja, je kar hribovito, tako da ne rabim iti daleč, da se zadiham pa preluftam. Si bolj poletni, si bolj zimski tip? Poletni. Poletni, se pravi Ja. morje. Ne, Ne? to ne. Gremo vseeno rajš v gore ali pa kak bohinj pa to, mi je vseeno bolj všeč. Ampak ne maram pa mraza, to mi je pa grozen. Minus groza. Aha, minusa pa ne maraš. Minusa pa ne maram. Že veš, kako boš preživela poletje? Razen tega, da bo treba tudi za grablje poprijeti, a ne? Ja, v bistvu bo kar pestro, z mlekarno imamo kar dosti enih planov, Agra, potem imamo še en dogodek, tako da ja, bo kar pestro, pa veseličke itak. Pa še za nečakinje bo treba najti čas. ne? Tudi, ja, tudi še to, ja. Tako da bo kar Se pravi, dela in izzivov ti ne bo zmanjkalo, niti doma, Absolutno. niti drugje. ne? tako, ja. Tako. Blažka, jaz se te najlepše zahvaljujem za ta sproščen klepet v objemu vaše domačije. Tudi spoznali smo vaše starše, zelo prijazni, in za tiste, ki pač zdaj samo poslušate in ne morete gledati, pričakali so nas zares gostoljubno in s pravo kmečko pojedino. Tako da najlepša hvala, Blažka, tebi in tvojim domačim za tale prijeten sprejem in naj se uresničijo tvoje želje. In tudi za tvoj pogum ti čestitam, da si se odločila, da se pridružiš tistim mladim, ki se odločajo, da bodo z veseljem in ponosom ohranjali slovensko podeželje. Ja, hvala vam, da ste se oglasili, da ste mi dali tole priložnost, da še jaz spregovorim. Upam, da se bomo še kdaj srečali. Tako da. Super, najlepša hvala, Blažka. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, da ste bili spet v naši družbi. Z vami sva bila Marko Mesojedec in Blažka Medved. Z novo zgodbo bomo z vami spet čez 14 dni.